večer. Zdaj, če se sprašujete, zakaj jaz dvakrat, drugi pa enkrat, tisto prvo je bilo pred uvod, razumete? Tako da ne se jeziti. Zdaj sem šele na vrsti. Tisto je padlo, kar je padlo. Torej, jaz bom pa eno zelo kruto temo. Najbolj možno kruto temo. Tu vprašanje sem dobil jaz na diplomi, ko sem diplomiral na teološki fakulteti. Mi je zastavil to vprašanje. Vam bom opisal polovico mojega diplomskega zagovora. Prav bom to besedno šel skozi. Boste videli, kako to možno. Strinjamo. Se strinjate? Ja. Bom prav odigral. Bil je Franc Oražo. No, gospod Kodenija, vi boste ne pa težko vprašanje, težko. Zelo težko, res težko. Poznam ste Oražo, nismo govori. Težko vprašanje. O grehu, to je težko, greh je težko. Kaj je to greh? Sem mislil, kaj ne mu zdaj rečem, s to odgovoru je točni, na konče imate na točne, takrat, tega se nisem učil, to ni bilo noter. Toliko sem se učil, ponavljal sam pa sebe te reči. Potem sem rekel, obrat, stran od Boga. Bravo, zadaj se. Zdaj pa še povej, kaj je to spreobrnenje, to je pa lepo, to je pa lepo. Ja, obrat nazaj k Bogu, bravo. Zdaj sem opisal moj diplomskega govora. To je to. To je to. Ja, tako se prvoščijo profesori, ne? Te naterijo, da se naučiš na njim koliko strahovitih stranin in potem na koncu dobiš tako vprašanje, da bi prej vedel, da bi prej vedel, kako bi jaz pohajal tiste dneve in kako bi bil sproščen. Sem zgubil pa toliko, se veste, kako se, ma ne zdaj, da mora biti tako, da moraš toliko živcev zgubiti. Ker tudi jaz zdaj, ko imam zabirnice vprašanja in te reči, povem staršem, glejte, vsi bojo zbirali. Dobro, razen, če mi bodo rekel, da je v Svetih Trojici s tobo obno, to ne moraš odpustiti, ne? Vsi bojo zbirali, samo pijem tega ne reči, ker ne bojo vzeli res. Razumemo, ne? To je tisto, ne? Dobro, se pravi, zelo težka tema. Greh. Zelo težka tema, ker se jo sta dve skrajnosti. Ena skrajnost je ta, da bi radi bili brez greha. Ne? Radi bi izpadli, da smo brez greha. Druga skrajnost je pa ta, da bi radi non-stop se izpovedovali neke grehe. Mi rečemo temu skropoloznost, ne? Vmes je nekje v svetu. Spoznati svoje grehe. A je to kruto, ali je to slabo? Spoznati, priznati. A je to kruto, ali je slabo, ali je dobro? Celo. Zdaj mi smo vajeni, mi imamo pred očmi sodišče. Rečemo Božja sodba. In ko mislimo na Božjo sodbo, wow, ne, kam se skriti? Ne? Ko se nam sodi, kam se skriti? Ampak ta Božja sodba od človeške sodbe, veste, je tako različna, da bolj različna ne more biti. Na sodišču več, ko zvrtajo on s tebe, več, ko še priznaš, če na koncu, to reče neka, da bo nekaj milostno, če boš priznal, ma ni, še dodajate več, ne? Več si obsojen, ne? Tudi več, ko se zmislijo, tudi če ni res in ti dokažejo, tudi če ni res, to je možno. Jezus so dokazali, da je bil zločinec, pa ni bil. So mu dokazali. Res, se je delal Boga. To je bil zločin. Samo hvalili so, da je bil pa tam edini primer v celi zgodovini, ki je res bil Bog. Se je bilo malo težko za njih. To so ta človeška sodišča. Več, ko se dobi,
več ko se dokaže, več je krivda, več je sodbe, več je zapora, več je treba plačati. In mi tudi tle nekako prenesemo tudi na to naše govorinka, da ne poznamo, veličastno Božjo sodbo. Božje sodbe pa prav drugo. Božja sodba pa več, ko priznaš, več, ko poveš, več ti je odpuščeno. A je zanimivo? Ki bo rekel župnik, ko bo slišal? Župnik ne bo rekel nič, ker ponavadi župnik, ko spoveduje vsaj tisto, ko je vrsta, dolga vrsta, tam nekje po eni, to vam povem za tisti trenutek, že je približno, no, župnik. Ma pole res ne ve več tu približno, kaj je povedal, kaj je bilo na začetku ali na koncu. Rada je ena močna utrujenost na spovedovanje. Zaradi župnika je to manjši papel. Župnik imamo tudi en poseben dar. Jaz sem precej občutljiv človek. Se zapomnil, pohrevam kakve besede, če mi je kdo rekel. Kaj je mislil s tem? Pa če mislil dobro, pa pohrevam, koliko je mislil slabo na taj način. Ma pri spovedi se pa nič ne zapomnil. To je en poseben dar. O, živijo ste, sem vam povedala, daj, prvi spovedi takrat. Pa ste višno, da sem bil jaz. Ja? Se sem bila, se ni bila mrežca, se je videla nas. Ne vem, hvala Bogu, no, tako da veste zdaj naprej, ne. Eni se vidi, da se umaknejo malo v stran, malo pokvačejo rašča, da bi se ne poznalo, ne, in take reči, ne. In vem, rada kdaj primer, ko se res trudijo, pa mi uide ime, jaz sem pa muzikant, po glasu poznam hitro, veste, človeka, ne. A zdaj pa veste, da sem jaz, kaj čemo. Dobro, njih toliko za to. Glejte, zaradi tega je zdaj tu veliko vprašanje, a je greh res tako težka tema, ali ni težka tema, ali je v bistvu odrešilna tema. A lahko naredimo tako, da razglasimo, da greha ni. Razglasimo, greha ni. Ja vemo, svet nekako v to smer govori, da to se nekaj cerko zmišljuje, ne? Da drži ljudi v enem šahmatu, da lahko manipulira. Tudi do takih stvari pride, ne? Sigurno je vsak že parkrat slišal od koga. Ne? A je to res zdaj tako težko? Dobro, razglasimo, greha ni. A bo potem v redu? Potem bomo srečni, ker ni več greha. Zdaj v Svetem pismu je tako napisano, veste, Sveti Pavel je tako napisal. Od začetka nismo grešili. Ne mi, tisti predniki. Mi spadamo na tiste, ta močni. Ne? Potem je človek padel in je začel grešiti. Potem je prišla postava, kar pomeni svetopismo, predvsem mislimo Stara zaveza, ki je greh obelodanila. Ne da ga je naredila, pokazala ga je. In potem je prišla pa milost z Jezusovim križem. Više te milosti je pa sigurno spoved. So pa razne stopnje do tam, od kesanja, do priznanja, do na razne načine, lahko gremo to, ne? Kako gre do tega? Spoved je zadnja, spoved je fakulteta. Zadnja, doktorat. Jih je dosti prej stopen, in tiste stopnje bomo že sproti povedali. Tiste stopnje moramo vse nekako precej trenirati, da tudi spoved lahko doživimo. Ker dosti krat se sliši, da je spoved zelo težka, ne? Ker ne veš kaj povedati, ne? Kakimi se zmislam, ne? Ja, to so res, da to je dosti krat kitara, ne? Ali pa kdaj začne jaz tudi spraševati, ne? Dobro, gospod, pa kje mi se zmislam? Enkrat je bilo fajn. Ena žena in jaz smo sedaj, imaš reh, ma ni reh tako okrog, jaz sem po 100 ovinkih, rečeš, tam imaš reh, ne moreš direktno. Pole je šlo nekako na to, da kako je možno je krut,
ti kaj izreče, vse izreče. In kaj ti reče? Da sem Lena namakna, da. No, super se rekel, zdaj samo še pokasaj se, priznaj, da to res in dobiš močno obdez. Nimo pa pojma, kako se je to išlo na kozi. Ne vem, od te naprej ne vem, samo čudovito, ne? Dosti, kad ti dobro vpraša soseda. Mož vpraša ženo in piši. Žena vpraša moža. Tam bo malo manj, ma piši. Vpraša otroke, oni bojo povedali pa prav. Se zdi vsega, ne? Dobro. Takoli, zanajte od. Zdaj pa en vic povedal za vod, da se sprosti malo, bi težko pima. En vic, ko sem preto slišal, jaz reč nisem vic še kdaj, da vidim, a to bo res slabša ali boljš kot jaz vic. V glavnem, ste slišali za tisto tudi grande spravo, ki je bil v Sloveniji. V enem mestu sta bila dva brata. Bogata, zaposlovala pol mesta ali celo mesto. In seveda ljudi odirala, izsiljevala in tako naprej na vseh področjih. Pokvarjena do konca. Kot so dosti krat tako, ljudje dosti krat pa tudi ne. Glavno, in eden umre od te dve brate. Župnik je to slišal, kada jih je vprašal, če bi šel prosi, če bi fasada, tečete nogo, so ga na hitro. Kako ste župniki, imaš več denara kot jaz, pač ti pišla. Pa spet so mu rekli, ma ne, ti ste tako rekel, veste še enkrat, pa spet je šel prosit za kako drugo reč, ko je streha puščala. Tako da nekod si župnik po fliku, kar je po fliku, s tistem denarja, ko smo ga dali redo že, nekaj se je pač nabral. In potem, ko ta umre, župniki mislijo, da to niti zdravo ne bo, tako da jaz verjetno zdaj po celo mesto bo to cela reč, vsi se bodo mogli delati lepi in bojo tam na pogrebu, jaz pa pogrem, malo na dopust, ampak pozvoni in na vratih je ta drugi brat, seveda svoji bodyguardi in tisti, ki so bili zdravi. In mu reče, a bi lahko cerkveno pokopali moja brata. Vem, da vas je mogoče, ma ne bi rekel, ma mogoče, kaj kdaj užalno, ampak če bi ja pokopali cerkveno. Dobro, je dobro, kaj ćemo reči. Šupnik je razložil, da pač pohreb ni nagrada za življenje, pohreb je bolj prošnja z veličenje, tako da bi šlo. Dobro. Potem pa naredimo še ta bogat brat. Da na mizo in ček. Nekatere je napisalo, zdaj se moram razmisliti sprot, ker zmeraj, kad pravi, da je druga valuta. Recimo 10 milijonov evrov. Rečemo. 10, ma ne 10 milijonov, to ne znaš šteti. Rečemo milijon evrov, je to dosta. Zdaj pravi, vse cvjetke pa še dobro. Tlej 10 milijonov evrov, ampak en pogoj. Tu sem se pozanimil, jaz imam tle pomagače, so mi to točno povedali, kako stane pohreb. 17 evrov je maša in 20 evrov pohrebnina, že bilo. In pa še za zvonenje, kar bomo dali še 5 evrov. Če pa, tle imate pa milijon evrov, če boste na pohrebu pridigi rekel, da je bil moj brat svetnik. In to mora biti iskreno. Iskreno. Zdaj, kaj narediti? Ma ja je rekel, dobro, bil je tork, recimo, pohreb je v petek, ja, bo. Se mislil, da petka sem nekaj izmislil. In tork je šel mimo, je bil župnik še sproščen, je že štel vse cerkve, že klical podjetja, ker je popravil kero cerkve, kero drugo.
že za avto se spraševal, niti se ni spraševal, kako kar sestri dal, bo kot novega, in te reči. Sreda, še zmeraj sproščen, pil močje pjesmi, se zahvaljeval Bogu, da zdaj bo vse rešeno, kar je prijeto po firtu, pa četrtek, pa zjutro že bil malo zamorjen, pa študiral, pa bravo se bo, pa internet brsko. Da bi eno idejo dobil, da bi rekel iskreno, da je to brat bil svetnik. In da ne povemo, kakva mora je bilo četrtek zvečer. Šel je spat, pozno, ni mogel spat. Je vstal, je šel pred najsvetejši moliti. Jezus, daj mi idejo. Vse cirkev bom popravil in kar bo ostalo, bom dal je več. Pa bi se že zaobljubil, da avta ne bo kupil, da ne bo dal sestri, da bo imel kar tega stara naprej. Ma cirkev bom se popravil in je več bom dal. In pa lepa še petk je bil vas tak, ni spal neč. In nobene ideje ni imel in je bil žalost. In še je študiral in pa lepa še pa tisti trenutek, veste ko, v torbo tlačiš flaško od vina, flaško od vode, host, je to tisto, pa eno albo daš noter in greš proti cerkvi. So ga ljudje videli, da je zelo bil pretresen. Niso videli, zakaj, da je bil pretresen, čudno. Čudno. Pogreb začne nič. Potem je bil sprevod v cerkev, ko so prišli, so opazili, da joče duhovnik. Solze so otekli. Ma vidite, očitno je imel brat. Tu je pa ta župnik je svetnik. Tako, ko mu je delal ta človek, a je imel koliko, da joče zelo na njegovem pogrebu. In da ne govorimo, kako je prav, kad se je prvo berilo, bralo že, kako je bil. Prav, že, ne, on doživlja, prav so razlagali ljudi, doživlja Božjo besedo. In zdaj, verjetno ga nekaj to poveže, ne? Dobro. Ko da bere evangeliji, prosim, odresu glas. On pa kar nekaj ideja. Kar nekaj krat to besede. No, zdaj bomo pa nekaj povedal. Umrl je naš. Dobro, to ne naš brat. In potem je začel. Ki je bil pokvarjen. Svinja. Žali svinja. Nekom še. Bodigardi so stajali, pa ne, čakaj, da vidim, kako se bo to išlo. In potem je začel naštevati zapovedi. Tako mi je spali na koncu, da nas našteval. Začel naštevati zapovedi in pri vsaki zapovedi na dolgo opisoval, kako je ta človek pokojni kršil. Od ene do druge. Eni dve zapovedi kraja pa nečisto sta bili pa prav tam, pa že mislili, da bo končal, ne, se prav razumel že zupnik. In potem, ko je končal, zaključne, je pa rekel, ampak poglejte, tak, kot je bil, tako pokvarjen, kot je bil, kako je vse narobe delal, je bil pa v primerjavi s svojim bratom, ki tu sedi, pravi svetnik. Tako da, to za intervenzo, ne? Ampak to imamo za spodbudo, da smo grešniki in da smo pa še zmeraj svetniki. Eno vprašanje bom zdaj dal, a so svetniki grešili? So. Ampak so se spovedali, so tisto vse. Ste radi prepričati. Svetniki so se spovedovali. A je lahko kak človek tako čist, da se mu ni treba umiti? Ma nekateri mislijo, da so, veste. Ne mi rekel, da ste že videli takih, bom kar bi vprašal, da ste že vohali takih. Ne? Ja, to je to. Eni mislijo, tudi imajo skoč čisto obleko. Jaz sem jo sošolca, ker je mogel
učitelj telovadbe, danes bi bil obsojen učitelj telovadbe, takrat se je lahko to naredilo, a enkrat potrgnil v kopalnico in s cedjo od Silsko, a je okol. In potem smo rekli, zakaj se ne umivaš? Pa zapoli si itak umazal, spet, takoj. Ne? In isto na tem našem področju, ne? Sedaj v tu varianto sem šli, kdo so svetniki. Svetniki so tisti, ki se grehu kesajo in se jih spovejo. Ta je razlika. Čisti ljudje so tisti, ki se umivajo, ne? Umazani so tisti, ki se ne umivajo. Na higijenskem področju to je zelo jasno, ne? Se pravi, ni človeka, ki bi bil že rojen in bi umrl na koncu čist po par 10 letih brez sevkov. To priznamo, da je tako. To je isto, kot bi rekel, da bomo tak avto, kar ni treba gume pompati, ali pa gume meniti. Vsako dolg cajta jih je treba zamenjati, če se bo zmoznim, če ne pa tako preparijo, ko stojijo tam na mestu, ne? In niste na tem našem področju, vejte, ne se bat tega. Janez Pavel II je bil pri spovedi vsak dan. Se predstavljate? In sem 100%, da ni povedal prvo, sem ne vem, ki povedati. Samo lih tako, ki moram narediti, no, z nekim praznik, ne, in zdaj po fruščki, boš, da se spovedno. Leopold Mandić je bil pri spovedi vsak dan. Ne zdaj vsak dan ne veljavati na župnike, kako bomo manjli. Jaz pravim samo, ne se bat spovedi, ne. Potem, ja, za ta dva dvema. Pa Pater Pij, vem, da je tudi bil. Ma Pater Pij je pa imel, ki zapoved, on je bil pa tako jezen, da je skoraj pretekli, ne, rečemo, ne. Saj ta gre, pa imel nekog, ne. Samo je mogel biti jezen, da je pa zdržal, če ne bi pa stekli na drug način. Torej, zdaj tako, če gremo zdaj spet na tisto prejšnje vprašanje, kaj je zdaj ta greh, ki se ga moramo tako spovedovati? Kaj je zdaj ta greh, ki nas tako umaže? Kaj je zdaj ta greh, ki ga je stara zaveza, predvsem dekalog, 10 božjih zapovedi, ki ga je tako obelodalna in ga tako lepo sistematično prikazala, kot da takrat tega ni bilo na tak način prikazano. Prej sem jaz rekel, da se rekel, da je zbitus obrat stran od Boga, pa obrat v Bogu. Ampak sem fadil, če prehodil vrš. Verjetno me je profesor hotel spustiti, da rečemo temu, ne? Pri Birni je zelo fajn. Če se tu spomnem, ni nobeno tehnično, kako vidim, smo vsi bolj bodri, ne, v Birnici, ne? Kaj je greh? Je eno fajno vprašanje. In odgovor je ta, kdo ve? Ma itak. Vse, kar poveš, je prav v to smer. Ampak ne, je zelo fajn definirano, ne? Greh je zavrnitev Boga in njegove ljubezni. Tam se začne. In njegove ljubezni. Ti lahko nekoga zavrneš, če on za tebe ni nič naredil. Če ti je tujec, pa je tako. Lahko nekdo zavrne nekoga, ki ga neki zmerja, ki ga neki ne vem kaj. Ma kot je pa recimo starša otroka, ko mu neki točno povedal, pa ne more ga tako zavrniti. To, če ga zavrne, pa še lepo čas spet. Ker je zavrnil starša in njegovo ljubezen. Zavrnitev Boga in njegove ljubezni. Gre nekako proti ljubezni. Pole še ena stvar, da malo razčistimo. Razčiste, bom caj se bo razčistoval, pa svoj bo zakomplicirano nazaj spet in tako bomo še dobro. V glavnem, so skrivnosti, to še reč, ne. Glejte, a so vsi grehi enaki, je tudi eno fajno vprašanje. Veliki mali, ne? Smrtni in, eden je rekel ne smrtni, ma ne smrtni, ne? Smrtni in mali. Zdaj mi rečemo tako dosti, jo, pa so sem rešil, ma bolj ti zvese ničke, male, so male grehe, ne? Ja, res, smrtni greh nikak tako. Zadnje, če v glavih pravo, na kak način so del pokore, ne, za tiste močne grehe. Smrtni greh je ta, mora biti 3 pogoji, zelo točno. Važna stvar, premišljeno
popolnoma prostovoljno, svobodno. Vidite, 3 stvari. Zdaj mi smo mojstri za sebe zagovarjati, mi takoj dobimo, da ena stvar je manjkala, ne? Eni so bili zmeraj krivi, vse veste, kako ponovali, kada se otrok pokvari, kaj starši dobijo, da nas pravijo, da se že hvalijo otroce, da potem svoje zajte bilo tako, si mogo enega dobiti, da je kriv bil, ne? Moja teta se spomna zmeraj razglada, da za kje mojemu sinu sile piti, če neče. In ulivajo noter umira, ne? Ma jaz vem, da tam je bratranc je bil ta glavni, ne? In on drugo vlevo za sabo. Da se tudi, ne? Hitro dobimo. Ampak druga stvar je pa takle, kako izgledajo te stvari, ki sem zdaj povedal, te 3 povoji izgledajo nekaj zelo visoko, kot da je nemogoče rešiti na ta način, ker zmeraj je nekaj, kar nisi popolnoma prostovoljni. Še za Hitler bi rekel na koncu, če gledamo te stvari, on seveda, zdaj če je tam tak grešnik, ki je bil obelodani do konca, ne, premišljeno, popolnoma prostovoljno, pri vseh stvarih, ki jih je on doživljal v prvi zadvaj, razumemo. Na koncu je edini Bog tisti, ki sodi. Edini Bog je tisti, ki sodi. Grehi niso zato, da sodamo sebe. Niso zato, da sodamo sebe. Grehi niso zato, da sodamo drugih, še manj. Ko vidimo, kako to je zapleteno, skrivnost. Ne vemo, zakaj je eden neki naredil. Enkrat je en župnik govoril tako, zdaj bom povedal, ko je on govoril. Ljudje so malo pojedli, tist moment so bili kulturni, no, so se zadržali, ne. Ma na en način imel prav, ta župnik je imel eno tako bolj simbolično govorico, zato je tako govoril, ne. Je rekel, kaj mislite, da smo mi boljši, kot je tam v New Yorku, ki zdaj enha zakolje? Čakaj. Na koncu, če tu pogledamo, nekdo, ki pojma nima, kaj je to ljubezen. Nima pojma, nekdo je oče, mama, mogoče ve, kdo je in celo življenje je bil samo maten z enega konca v drugi, ali pa če se primerjam že z mano, ko sem bil položen noter v eno ljubečo družino. Zločin. Soditi ne moremo. To je to. Soditi ne moremo. Sodba, kako piše se to pismo, tako odvisno, je Božja. Sodba ni naša. Zato tudi, cerkev kar nekaj razvršča ljudi tam, tu je prav v tistem Božjem, ko smo župniki med sabom to, zelo malo je tam kakao obsojenje. Jamramo, kako nam več ne rada, ima zelo malo obsojenje. Se vam zdi čudno, ne? Dosti več obsojenja sliša drugih, ker smo drugih ljudi. Ker ne vemo, kaj je s kom. Dobro. Zdaj, če gremo... Zdaj, na kak način se ohraniti, da, kako bi rekel, da spoznaš to na pravi način svojo neodrozno. To je zdaj ena velika modrost. To je eno področje, kjer rabimo svetega duha do besede. Res ga rabimo, če ne vemo. Tudi Jezus je rekel, on bo prepričal svet o grehu. Veste tudi rekel, piše se to pismo, Janez Evangelij. Sveti duh bo prepričal svet o grehu. Zdaj, če gremo pogledati to, še nekdo si ti povedal, no? Recimo, ko smo bili pa redemonjali, je bil eden, ki je zdaj duhovnik, takrat je bil bogoslovec. Ma je rekel, kaj bom jaz spovedoval? Tista 2 greha itak povem zmeram. Zakaj bom še enkrat pravil, dokaj se jutri, bomo itak delu? In en župnik moj fajn svetoval tam, je rekel, beži pred najsvetejše, prosi Jezusa, naj ti pokaže. Zdaj povedal, kako smo mi videli, pa povedal, kako je on povedal.
Videli smo ga tam pri najsvetejšem demonu, da je vstajal, pa nazaj poklekal molil, pa vstajal, pa nazaj poklekal skozi. Taka molitev molil, kako rekel. Ko muslimani vstajajo to, ne? Tudi mi, recimo, kako taka molitev je bila, ne? Pa je pa povedal, jo, kaj je bilo, kaj taka, je pokazal listni, kaj. To so vse moji grehi, pa pogledi še druga stran, vidiš. Kako je, se rekel, da imaš samo dva, in ja ne, rekel, sem upošteval eno navodilo, tisto, ki sem prej rekel, sem klečal pred najsvetejšim, sem rekel Jezusu, no vidiš, po eni minuti, da nimam več kaj povedati, da nimam grehu, in sem ustal, da bo šel, in pa sem se spomnil eno. Sem sled pogledal popisal. Spet eno minuto študiral, vse spovedal stav, potresel majico, spet se spomnil, spet je pokleknil pisal. In tako je trajalo približno 2 uri. Se mi zdi, da 2 uri, no, to nismo šli vmeš na pico pa Coca-Cola. Pa nikoli neče, ko smo prišli nazaj, on še zmeraj tam ostaje pa pokleknil. Nekako, ne? Tole je ena druga stvar tudi, ko ljudje mislimo, da nismo ne vem kako reči. V Parelem Aljavi isto smo bili z enem, ko sem bil še na prejšnji pari, so bili tam tudi ene mladenke z tiste prejšnje pare. In so tudi trdile, da ni ne vem kakih grehov. So poli pa zanimivo ena druga stvar je bila. Malo se hecaš, malo te reči, tako, brezvezno govorenje, rečemo, to je bilo kar vredo. Smo jih malo hecali, ko smo rekli, vidite ti za župnike tam. Je bil Ratzinger, poznate Ratzingerja, deluje tako, ne, oglobljeno. Njemu pravimo rentgen. Rentgen, ja, rentgen. On kar vidi dušo. Pole smo videli še pa Arahar mimo, vidiš pa tega, on je pa skener. On pa kar skenira. Ja, če pravijo, da niso grešni, zakaj se to bojijo? Tole, mi smo že to pozabili, no polo vidimo pa ena druga stvar. Ta dekleta sedijo pri kosilu tam, veste, ko med drevesi vzameš profil, daš na kolena platen, in pride Arhar tam, da bo z njimi jedel. Vse 4, ki so bile ustanijo in grejo drugače. Kako so zdaj one bežale pred tem župnikem, koga so se kaj zaletili, ko so pred drugom bežale, ne vem. Samo vem, da je ena od teh deklet prišla do mene in me rekla, gospod, prej mi je Arhar ustavil in govoril z mano, a zdaj ti je prosim. Ono se rekel, se ti nimaš grehu, se rekla, ma ni tako, bom prav hudičal se bi rekla, pa ne, tako si ustrašal vse skupaj. Zanimivo, ne, da to se bo strašilo. In pravijo, da kada so hodili v Patrofiju v spovedi, ali pa v Vianeju, da so se ljudje počutili, kot da grejo na končno sodbo. Zdaj pa bo. Zdaj bo to, ne? Samo zdaj, druga stvar. Prej sem govoril. A če bi rekla, da grehov ni, a potem bi jih ne bilo. Lahko je načmo, jaz sem prej načel za čistočo, ne? Razglasimo, da je čist, ti smo umazani, oziroma da smo vsi čisti. Če smrdiš, ne, tisto je pač, imaš predsodek, podišiš, ne, no. Ampak, gremo pa na tretjo stran, tle pa je to točno. A če razglasimo, da bolezni niso bolezni, da so zdravje, a potem je to zdravje. A če jaz za moj išja srečen, da je to zdravje, pole sem zdrav, vesel, ker me noben več ne mori z nekimi boleznimi in jaz lahko svobodno živim v mojem zdravju z mojim hrbtom, ki mi nekon škrtne ne more nič. In zdaj so hrbtom, ne? To je zdaj to. To sem večkrat povedal. Igor, strizmo, ne? Kako je rekel? Kadar je izvedel, da ima raka, veste, kako je rekel? Ti, a veš, da imam raka? Čakaj, sem rekel zdaj, pa sem moral katar spijati, da te ne užali. Zakaj? Ma nema. Tako da mora biti vesela, čakaj, zdaj sem me boš meril, da se na tuje nesreča, zdaj, ma ne, rekel.
Zdaj vem, kje je bilo narobe celo leto z mano. Vesel je bil, da je prišel do diagnoze, da je končno vedel, kaj je narobe. Če nekdo pove nekomu diagnoza, a je to narobe? Ja, meni so eno diagnozo povedal, no, se mi je zdelo fajn, da so mi je povedal, no. Ni bilo fajn, ker sem zvedel za sladkorno, no. Takrat, fajn se mi je zdelo, no, ker sem vedel, da za kje sem tako utrujen. Samo pole po enem mesecu, ko sem videl, da se je tako težko držati, da ne bi bila sladkorna težje, recimo, ne. Pri boleznih je sicer to problem, pa pri grehih je malo manjši problem, ker je zastojno malo drugačen način naredi, ne. On to odpušča, rečemo tebe, ne. In nekako isto pri grehih, veste. Zdaj vem, kaj je bilo reče nekdo, ki je doživel. To sem mislil na konc povedati, bom zdaj povedal. Moj primer in še od enega župnika smo popolnoma isto povedali na istem romanju. To je bilo takrat, ko smo se spreobrnili. Smo bili na romanju, smo šli kar tvoro, zdaj da gremo v Francijo, ne zaradi roza. Tam pa se prisiljen biti z ljudmi, ker ni bil nobeden normalen, smo rekli, vsi so tam molili, pa bili tam, ne. In pole oba smo nekaj doživeli. Pri spovedi. Zdaj imamo posebej vsega skupaj, da ne bo zmanjkalo časa, ampak pri spovedi, po tisti spovedi se rekel, čakaj, to je tisto, kar sem jaz iskal stalno v vseh stvarih. Ta je tista sreča, ki sem jo jaz iskal v vseh pokvarjenih stvarih. In sem bil nekako vesel. Zdaj vem, zakaj je bilo vse tako žalostno. A veste, da tisti ljudje, ki zdaj tako zelo srečni in ki so celo, rečemo, javni grešniki, a veste, da so lahko zelo, zelo zamorjeni. A veste, da skoraj vsi tej, jaz berem dosti teh na teletekst od 602 do 615 strani, brskam. Pa ta finanski igralc, pa ta finanski igralka, to so vsi v enih depresijah. To so vsi na tabletih. Marilyn Monroe se govori, ona tableta za spat, za ustat, za NDC, za jaz, za PVC in tako naprej. Tableta za tableto, govar da eno pozabla, za predpit, popit. Kam pripelje vse to tle, ne? Če človek je tak grešnik, verjetno, ne? Zgleda prav drugače. Zdaj pa, prej sem govoril o tem, to je zelo važno zdaj, pošlošte, ne? Spoved, sem rekel, je fakulteta. Do tam je pa ogromno stvari, ogromno opiše. Ne moreš se, razen če je ena posebna milost. Lahko tu za eno vod lahko je ena taka posebna milost, potem moraš pa točno hoditi. Moraš iti po tej poti. Ne moreš se ti kvalitetno spovedovati, če se tudi kvalitetno ne kesaš sam. Kesanje, spraševanje vesti je zelo pomembno, veste to. Ker če ne res prije spovedi, pa ne veš kaj reči, ja, sem neč zadnjič. Spraševanje vesti. Jaz si vzamem vsak večer 2 minuti in pol. Enkrat sem si 5 minut, bolj sem enkrat skrajšal, sem zdaj bojišno, bomo jaz zdaj to, ker mi zmanjka časa. Nekaj ne ostaje. Spraševanje vesti. Zdaj, kaj je tu vest? Bom malo opisal teološko. Vest je organ naše duše. Centralni organ našega telesa je srce, ne? Centralni organ naše duše je pa vest. Vest. A imamo lahko ljudje različne vesti. Zelo radi poudarjamo, da imajo ljudje različne vesti, pa nimajo. A veste, koliko pasem psov je na svetu? Vsi lajejo za iste stvari. In vsi vohajo iste stvari, eden pred drugom, ko se srečajo. Nobeden od njih ni kultur, da voha kaj drugo. Ljudje imamo pa kar vsi
zakrkne. To pa ja. Lahko ti misliš. Za določenega človeka lahko misliš, aj kak je, pa kako je srečen. Ne. Če je res kaj narobe z njim, ni srečen. Mogoče ne ve, zakaj ni srečen. Ali pa verjetno ne ve, ne veš, no, kako zakrknilo. Če ne treniraš določenega človeškega organa, zakrkne. Vemo to, ne? Že vode, če ne piješ, vsak dan ne teče več na žile, da se spodeš, veste? Sem probal. Celo jutro sem stal na potnice od ambulante do ambulante, da bi me sprejel tu v Valdoldri, ker mi je nekaj noga bolela, da bi že skoraj posala. In nisem imel cajta ne jaz napiti. In ko mi je dala iglo, noter mi nič preteklo. Je dala še enkrat, pa drugo mesto, pa tretje mesto, pa leži tako vrtala noter. Pol je rekla, ma ste vi, ki danes pil? Se mi zdi, da ne. Čakajte, pol litra vode teklo ven. Ne? Brez sestav. Samo držal, če bo peščal. In pravijo, da so naredili poskus, da so ljudje z eno močno mišično maso, da so en mesec samo ležali. In ne vem, koliko kilogramov so vsi izgubili, koliko jim je šla ta masa politi. Jaz vem pri sebi, jaz sem imel nogo v gipsu. 2 meseca moraš mirovati, ne rekel, sem vesel, od začetka, ne. In po 2 mesecih sem šel, da mi vzame dol ta gips, sem ne začel s sabo, da bom hodil domov. Kadar je gips vzel dol, tista noga je bila najmanj podobna nogi. Če bi rekel, da je mortadela, bi rekel preko noga. Ali pa je tak šelam izkleštil, malo bolj delno. Tako nekaj. Nogi ni bilo podobno. Sem mislil, kom pa jaz čevolj dal na to. Ama ste čevolj prinesel? Ja. Ne, še en čas večer, ne bo stavil. Zdaj se mora noga razgibati, da dobi svojo obliko. Ajmo. Ko sem stopil, ko sem imel občut, kot kakoš, ko smo jo ven z dojnice dali na trdna tla, ki je pustni pa bilo noga. Mi jih ni imela občutka. Se pravi, že ena moja noga, kaka je ratela, ko jo nisem uporabil. In kaka je rata naša vest, če jo ne uporabljamo. Če čemo nekaj, da funkcionira pri nas, moramo to trenirati. Če nekomu ramo boli, mora to ramo trenirati. In bo dosti boljška, razen, če da vem, kaj je, če se iztrgalo vse skupaj. Mora mirovati. Medicina to boljše, ne? In naša vest jo je treba trenirati. Če jo ne treniramo, bo ratelo vse drugo kot vest. To je, naša vest je kot ena antena, ki malček vibrira in govori, in kaže, in pokaže, kaj je prav in kaj ni. In če se nekaj zakrniva, neha vibrirati. Mi to občutamo kot eno žalost. Depresijo. Mali depresija, že ko bolezen. V glavnem to zamorjeno žalost, nekaj je nad nami, nekaj iščemo, pa da dobimo. In marsikdo reče po spovedi, zdaj sem pa to najdel. Tudi pri sebi sem to opisal predelo. Zdaj, na kak način pa trenirati vest? Kaj je ta bodybuilding za vest? Spraševanje vesti. Ma pravo spraševanje vesti. Kritično. Kritično. So pa ste nekaj? Kritično iz spoznanja tistega zavračanja Jezusa in njegove ljubezni, da vemo, da je ljubezen tista, ki nas žene k temu. Ne kritično do sebe, da ne pridemo do ene zamorjenosti, ne pravi. Da ratamo kot Imre, ki smo pisal, ki je bil vas vesel, ki je zvedel, kaj je bolan. Isto tudi mi, da smo veseli, ki vemo, kaj je narobe. In moramo vedeti, da ta medalja razmerno 2 plati. Nima samo ena. Ena plat so grehi naši, druga plat je Božje usmiljenje, je odpuščanje. To je razmerno skupaj. Ne moremo eno in drugo izključiti. Ne moremo reči, da ni grehu, pa da Bog kar usmiljen. Ne?
Zdaj ne vem, kjer bi bilo slabšno, ma obi nista dobri. Ali pa da so samo grehi, pa da pozabimo na Boga in da nam odpušča. Pa da so razne stopnje vmes, seveda, ja pa meni ne odpušča, ja pa sem povedal že toliko, pa še ne. Ne, to je zmeren tle, Jezus je pač, da odpušča. Zakaj je prišel? Kaj je rekel Mariji, ki je prišel angel k njej? On bo rešil njegovo ljudstvo njegovih grehov. Ni rekel, on vam bo dal zdravje, boste vsi živeli stolet, vsi boste srečni, boste imeli srečo v ljubezni, denarja, te reči. Ni rekel tebe. On bo rešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Zdaj gremo pa malo praktično, ste zato? Pa praktično, zdaj mi jaz ne bomo imeli spodov, zdaj pa se najdete noter, če se ne da. Gremo po 7 grešnih nagnjenih. Se jih spomnite? Stavim, da jih ne navedno našteje sam sebe. Še jaz zberam eno spustim, pa potem na koncu nadim, kjer se spustim. To bomo ena. To se moraš dobiti eno kratico 7 črk, da veš, kako tako. Recimo napuh, to sem napisal. Napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, pogrešnost, jeza, lenoba. Nečistost bom dal na konc, rečka, to je najbolj delikatna. Danes je najbolj delikatna doba. Jaz grem, tako sprašujem svijesti. Si vzamem za vsak greh pol minute. Prav gledam na uro. Če bomo stavili zvečer hoditi po vse nožečih kur, si sprašujem vesti. Ne gledam na uro, ne veliko uro. Ne? Napuh. To je, da sem prevzeten, ne? Vemo, kaj je napuh, ne? Dosti krat nisem videl prije. Zdaj mi rečemo, ma ne, to pa res nisem. Prevzeten pa ne. Dobro, bo povedal drugač. Ne moram biti jaz napuhnjen, kak vas je tle vsaj pol lepših od mene. Ne? Kiče bi, ma, sem pa lepši kot pol. Vidite, smo skozi v tem. Kakršnekoli vrline se pripisujemo in ne vemo, da je to vse Božji dar, če bi že slučajno res bil lepši, ker dosti so to zmote, ne? Taka mišljenja, se veste, ena žena rekla župniku, da dosti krat se gledamo ogledalo in razmišljam, kako sem lepa, a je to greh? Ne, ni greh, je zmota. Ne? Na vseh področjih dobližena, slabšega. Zakaj ljudje tako radi poslušamo to? Vemo, ne? Zakaj radi poslušamo slabe reči? Če bi govorili pri dnevniku samo, kak se dobro naredilo, noben ne bi gledal. Slabo rabimo videti, da vidimo, da je še to slabš, da nisem nekaj slab. Vidite, kako smo upeti noter v to. Plavamo v tem. Potekni si me iz blatne lakuže, piše Psalm 18. Še ena reč, še pa mimo, še boljše. Napuh. Se dobimo zdaj počasi vsi? Smo, ne? Gremo naprej. Lakomnost. Lakomnost je to, da bi požrešnosti na področju hrane, lakomnost na področju vsega drugega. Lakomnost bi lahko enačila ne želi svojega bližnjega blaga. Pri vseh teh grešnih nagnjenih dobimo sporednice pri 10 zapovedih. Eden je rekel, tako, ko sem poslušal, če bi ves standard sloni na kršenju te zapovedi. Prvo so bili v klinah, jedni malo bolj zaživeli, vsi so hoteli bolj zaživeti. In se standard dviga. Niso bili več zadovoljni s tistim, kar so prej imeli. Zdaj, glejmo, do ene mere moraš ti poskrbeti za sebe, ne? Starši morajo za otroka poskrbeti, ne? Bi bil greh, če ne bi. Ampak zmeraj si v enim levo, desno, da ne veš, do kere mere bo šlo, do kere ne bo šlo.
Mi rečemo, ja, se ne rabim več, otroci so pa zelo fajni. Jaz bi skoraj rad vprašal, a ima kdo otroke, ali pa jih je imel, ker so zdaj že veliki, v tistih določenih letih, tam nekje od 10 do ne dolgo let, je bilo tisto, ko so hoteli imeti marsikaj in so se sklicevali na to, da drugi pa imajo vsi to. Skoraj ne vem, če da mi takega otroka, ker se to ni. Še jaz sem stalno držil. Ne? Lakomnost, razumno. Je iskreno povedano, ko vidim leto avto, da se jaz povedujem. Ker sem zvedel, da moram za župnika, prva stvar je bilo celibat seveda. Ma takoj nekako usporedno je bilo, da nikoli ne bi mogel imeti takega avta, ko sem sanil. To je že lakomnost. Gremo naprej. Nečisto na koncu. Nevoščljivost. Si nevoščljiv nekomu, ki ima. Da se malo z lakomnostjo se že čutite, da se malo usporeja. Ne? Jaz rad gledam tiste nadaljevanke, ki se smejijo zdravo, ker zato traja 20 minut, ne zopih gledam, ker poli 20 minut in si končal. Eno urom pojem, že predolgo rad v film gledati. In tam se mi zdelo eno fajn, mislim, bom pa gledal jih več, da bi lahko več odgovorov takih. Ne? Jedna rekel, ne, jaz nisem nevoščljiv, pa kako nisem, ne, jaz sem samo zelo žalosten, ker nisem tako. Se potem o vinko malo prej dobimo, ne? Verjetno. Dobro, gremo naprej. O, ta je fajn. Tega smo treba razlagati. Veste, ker bi bil ta požrešnost. Ta suhi lahko blefirate. Tisti, ko mi pa še blefirati ne moremo. Požrešnost. Dobro, vse, če se pa prije v grehih, ne. Vse, če prije do spovedi, eni ja, prije do spovedi, samo znaka pač mora biti, ne, pa je tako. Ampak, če pa pogledamo, kera veja trgovine najbolj služi, je nekje v vrhu trgovina s tabletami za shujšati. Po drugi strani se pa kar zelo dobim. Tablete za biti lepš. Fitnesi, da nas cvetijo. Hvala Bogu, da se človek ki razmiha, kaj najdo te službe, ko so danes, ne? Ampak tudi zaradi tega, ko se počas zmerom bolj, ne? Se vemo, kako se nekje od aprila do maja telovadi, da bo šlo pošel kopalke na morje, ne? Telovadijo pa kar vsi. To vidim po vsem žečih mladenke, v pajkicah zdaj, ding. Od začetka še ne v pajkicah, od začetka zelo ohladno, da se ne vidi. Pole se pa že v pajkicah, pa vidijo, Ma če boš rekel, da so požrevšne, ne? To pa ne. So pasne, ker požrevšne so po vsakem grehu, lahko si požrevšen, rečemo v to stran, lahko si pa prije do anoreksije, pa reči. Lahko pa pretiravaš v drugo stran. Jezus če da svobodo, da teče lepo. Jezus če da točno, da nameramo, kot pa puši, da nameramo puška in gre točno. Ne da streljamo popolkrat nazadje. Ne? Zgine vse pa v vinkih na konc. Dobro, gremo naprej. Poželevšnosti, lahko še govorili, to je moje področje. Sem imel 130 kg, veste, zdaj pa samo odvisno pa pojemno, rečemo 120 metrov, odvisno pa kakve ovce, ki je odprej kako. In tega se rešiti, ena žena je fajn. Je rekla, nekaj vam moram povedati. Enkrat smo se prepirali v vezi z grehi, vi ste rekel, da so, jaz da ne. En dan sem se postila. In nekje že od 11. ure naprej sem videla, kako sem požrešna. Ob 11. uri zdaj mi je sposoje povedal Solofilo, ko nijem nič, kar se endeči. V misli. Verjetno popovdne Solofilo
lahko že živi pečeni piščanci. Ko sem bil v semenišču, sem se v prvem letu se zdržal 40 dni ob kruhu in vodi. Ja, nedelji so bili izvzeti. Sem, da jaz sem vzel judovsko nedeljo, ob 4 popoldne že v soboto. In še jaz in moj kolega, ki bo tudi prišel tle pričeval, ker sva bila cimra, takrat sva tako zdržala. So rekli, kjerkoli so nas videli, zanimivo, ma nismo načrtovali, zmeraj smo skupšli jasno dan in smo vedeli izložbe. Kjer so vesele sedali. Jaz sem porodil ob 4 popoldne, pol trakta izbudilo pa butanje vzeti, ker je rezo selamo, on točno pred do pol noči. Začel, kaj prav počas rezo, pa že strast, udaril. Tako da vidimo, kako smo od tega, ta žena rekla, da sem videla, kako sem, nisem, da bi jaz bal tega greha, da me ne bremeni, vidim, da me ne moram drugač, ne. Dobro, gremo naprej. To je tudi fajn, da sem tudi, ker sem jih napisal, se zdravno nisem napisal, ne, sem napisal kar vidno znanje može, ne. Može večnost je vidno, jeza. To pa, najljuzno pa niso čakali. Zadnji sem v tisto rekel, sem mogel laufati, no, hajde. Jo, no, tisto je zaprav jeza. Ma jeza je jedna izmed tistih, no, kar ljudje ne trejijo. Eni so taki zelo mirni karakteri, ma je lahko posebno držiš, ne? Je pa lahko še slabše. Za sebe in pa za drugi bojiš, no, da mislim. Jeza, veste, in si jo ne zavedaš. Misliš, da je to tvoja pravica. To je fajna rekla Gloria Polo. Grehi sem mislila, da so moje pravice. Ne veš, da je to napaka. In si skrije na loko z vsemi brati in sestrami in je pravica moja, ker so taki do mene. In se skrije z vsemi sosedi. In to je moja pravica. Tako misliš? A veste, to bi bil edini upravičen, da je skrijen. Bi bil Jezus, da bi bil skrijen z nami, ker krčimo njegove zapovedi. Da bi bil skrijen s tistimi, ki so ga križali, pa se ni neč krivo. Kar zabivi, boš ti pribit, neč tega ne to. Odpusti jim, oče, ker ne vedo, kaj delajo. Tu je osvoboditev. Vse ostale se samo zaplete. Se skrijejo z vsemi sosedi, poli z vsemi brati in sestrami, poli moraš iti drham, ker se taka velika žrtva rečeš na koncu za. Pust so kakve stvari, ne moramo da je to splošno, ampak mi moramo je proti odpuščati. Pole zadnji, pred nečistostjo, je pa lenoba. Tle tudi ljudje ne priznamo rade. A veste, kdaj se najbolj vidi lenoba? Kadar iščeš prostovoljce. Pravite kdaj? Pa pravite se mu kdaj. Recimo, da je eno srečanje, da bi se javilo enih 10 ljudi, da bi pole na konc pomenili. Jaz sem videl dosti krat že človeka, ki je povabil ljudi, kako je na konc sam pometil. Najbolj se vidi to po prostovoljstvu. Zdaj spet lahko je lenoba, lahko je delaholija. Kaj je zdaj slabš, kaj je boljš, vse narobe. Jaz še je to prav. Nekdo, ki je zelo delovni, pa da ob nedeljih odložil se skupaj in svojo familijo, ni delaholika, kako rečemo. Se je posvetil, je delal, naj bo tako. Da bo nekdo pa še ob nedeljih delal in bo delal še več in na koncu tudi s familijo ne bo doma. Vidite, koliko nijans, to se samo zdaj dve hitro našli. Koliko nijans bi lahko šli, koliko pasti je. Dobro, lenova, in zdaj gremo še zadnje. Nečistost. Veste, kaj je nečistost? Mularija se upam, veš, da je prnavo, da ne točno. Spolnost, ne? Kaj je zdaj greh na tem področju? Kaj je spet pravica? Mladi imajo tako pravico? Stari?
tam boli zgovor, s kim ne. To je težko področje. Lahko rečem, da nečisto se tako poznam dve vrste. Ena je moška, ena je ženska. Moška v vladu, ženska nima pojma, kako to zgleda. Ne. Vem pa, da pri moških bom tako povedal. Enkrat je bila debata v eni gostilni, ko sem bil šel po Maridu, poleti nekaj začel, ko je malo že preveč spil. Ja, dokaj to je župnik, je tisto nekaj od nas, a jaz to nekaj vezi, prav vezi z nečistostjo, te reči, ne. Poleg pa eden drug je dodal zdrav, jaz bi se ne spomnil tako inteligentno. Ej, fantje, če bi imeli mi tukaj ekran in da bi ta ekran stalno kazal, kaj mi mislimo, pa so vsi tam zašenkrat naredili, moja magija. Ne vem zdaj, kakaj nečistost, ponavadi nobeden ni nečist, na tem področju nobeden ne greši. Vem pa, da je sigurno, prej sem govoril o tabletah za hujšanje, ma seks linija je sigurno najbolj obremenjena. Pornografija se najbolj prodaja 30%, tako je Vladek mi zadnjič rekel. Interneta je pornografija. Zdaj, a to imate jo ven tako, pa nobeden ne gleda? Ali imate jo ven, kaj se to zelo gleda? En programer mi je rekel, samo da ne bi smel reči, pa mi je rekel, je rekel, to je neverjetno ti. Pa misliš, da so ljudje dostojni, pa bereš tam, recimo ti prinesem prav računalnik. In pole videl zadovino, pa moram pisno očistiti. Dobro. Mehanične stvaritve, porn, mehanične stvaritve, porn. In tako. Zdaj se povedal na hitro, da ne preveč to področje rinu, ko mi je malo narodno o tem govoriti, ne? Ampak, zdaj, v čem je rešitev pri tem, kaj je prav? To je povedal zelo fajn Janez Jenko, škof. Zdaj, spomniš še to? Je rekel, to je pa tako, pred poroko neč, po poroki pa čim več. Zdaj je cerkev proti spolnosti, če pa čim več. Čim več, samo ne vse povprek. En film je bil zelo fajn film, da te film zmeraj pokažem vernacem. Zopet 17. Je to že gledal? Igra Zac Efron. Je to gledal? Kaki mlajši so tle en izgledi, vse to vzadnje. Ali pa mu je to dobro malo vlasta, ne? Ravno, on je rado zopet star 17 let, ko je pač ravnijo, tako film pač. In je šel, pač nobenega ni spoznal, in potem je šel v šolo, v razred od hčerke. In je prišel lih na spolno vzgoj. In ko je začela deliti kondome učiteljica, je on pobestil zaradi hčerke. Ne, začnu brskati od zmize. Ne, to je treba čisto, do poroke, to ima biti okronjeno z ljubezni, ko začnu govoriti na tak čudovit način o otroku, o ljubezni, o okronjenju, da so vse dekleta, ki so vrnili nazaj. A film zelo fajn pokazuje. Ja, nečisto, seveda, ficija kot to, se ni važno, deli kar ti paše, bodi to, kar si reči, ja bodi, samo ne moja mama, ne moja hči, in če se mi da, ne moja sestra. Tistih, ki jih spoštujem, bi rad bili čisti. Pa je zanimivo. Nobeden ne rehta delca svoji mami, pa tudi če je v domu. Je za neče nekaj bilo. Zdaj sem malo probo repo, prostite, ampak a vidimo zdaj, kako je to tle? Dostojnost. Jo, vse ženske, pa tudi to je mama, ne moja mama. Pa ne, to govorijo starejši ljudje, mislim. Zdaj se pa konča. Vidimo zdaj, kaj je to tle, nečistost. Jo, kar? Zaradi nespoštovanja. Tam, kjer se spoštuje, bo to kar delikatno. Potem so še 3 zapovedi, vere, upanje, ljubezen, verujem v Boga, neshodni Božjega imena, posvečuj Gospodu dan, verujem v Boga, je zelo, zelo dobro opisal Janez Kavčič, ne? Pa tistih stran hotel, da mi ne treba to opisavati. Druga rečisto, da sem dal pa dosti napotkov, ne?
Danes vam ni treba iti, jaz se spraševati, jutri pa začeti. 2 minute in pol, vidite. Eden mi je telefoniral enkrat, je rekel, jo, sem šel, kako ste rekel, in zmanjkalo cveta. Zmanjkalo, mladinc. In antena bo zavibrirala. In iskal bo se stoviti. In spet bo tista, ki bo rešila.